Spoštovani, najprej lep pozdrav strani podjetja Revoz in pa skupine Renault, ki ji pripadamo. Današnja predstavitev seveda ni predstavitev našega podjetja. Podjetje, ki ga večina pozna, je pač proizvodno podjetje. Proizvodno podjetje, katerega namen je, da vsako uro naredimo 44 avtomobilov. Zato pač imamo več področij, ki so bolj ali manj avtomatizirana in pa bolj ali manj digitalizirana. Danes, če pogledamo našo proizvodnjo, ko pridete v proizvodnjo na enega operaterja, ki izvaja direktno transformacijo, pride en robot, ki jo izvaja, kar pomeni, da imamo nekje na 750 direktnih operaterjev, 750 robotov, ki delujejo v sozvočju z njimi. Tako v oddelkih, kjer je element preobrazbe, se pravi deli, ki jih vgrajujemo, dejansko bolj definiran, kot tudi v oddelkih, kjer je element preobrazbe manj definiran, kar pomeni, da je robotizacija manjša in je potrebna delovna sila še zmeraj veliko večja. Tovarna dela ne samo vozila, temveč tudi električne baterije in pa električna vozila za tržišče po Evropi. In se v svojem bistvu kot nek proces ni spremenila v zadnjih 20 letih, spremenil pa se je način transformacije in pa hitrost te transformacije. Tisto, kar je za nas, bi rekel, najbolj pomembno pri digitalizaciji in avtomatizaciji, je dinamika, ki jo doživljamo v zadnjih letih. To je hitra dinamika novih projektov, sprememb v proizvodu, sprememb v načinu transformacije. Ko govorimo o zadnjih 10 letih, praktično z izjemo zadnjih nekaj let, ko smo imeli zaradi pač znane covid krize in pa, bi rekel, trenutnega nazadovanja industrijske proizvodnje v Evropi, manjši premor, stalno projekte, ki so nam omogočili, da se prilagajamo. To prilagajanje pa je seveda možno samo z fleksibilnostjo proizvodnje. Ta fleksibilnost je vezana na robotiko in pa vse bolj na digitalno okolje. Namreč v našem procesu izdelamo 45 vozil na uro, vendar pa to pomeni nekje 50 do 60 tisoč raznolikih variant tega proizvoda na koncu naše linije. Seveda brez digitalnega okolja tega več ne obvladujemo. Včasih, ko si delal model T, vemo, da je bil v katerikoli barvi, le da je bila črna. Danes pa delamo dejansko zelo, zelo raznoliko in temu se lahko prilagodimo samo z hitro uvedbo digitalizacije in pa prilagajanjem. Kaj pomeni prilagajanje? Pomeni po eni strani optimizacija, robotizacija, po drugi strani izredno hitra nadgradnja. Kar pomeni, da so naši procesi, ki jih uporabljamo, fleksibilni za proizvodnjo več tipov in pa hitro nadgradljivi. Po eni strani govorimo o fleksibilnosti, po drugi strani govorimo o agilnosti proizvodnih procesov. Fleksibilnost v smislu prilagajanja, ki je trenutno, agilnost v smislu prilagajanja na tržišne okoliščine, ki so tudi zelo spreminjajoče. In to dejansko pomeni, da so naši procesi izredno hitro nadgradljivi in pa da delavci, ki delajo z njimi, morajo to nadgradnjo obvladati. Brez digitalnega okolja seveda to nemogoče. Danes, ko govorimo o digitalnem okolju, govorimo o digitalnem okolju tako na nivoju digitalnega dvojčka, kot tudi na nivoju procesnih zahtev, ki jih imamo, tako za delavce, ki delajo v proizvodnji, kot tudi za potem višje nivoje, to je inženirje, spremljevalno osebje in podobno. Namreč digitalizacija se ne ustavlja na inženirjih. Digitalizacija zajema vse nivoje proizvodnega podjetja. Govorimo seveda o tej piramidi proizvodnje, piramidi, ki je dejansko neko okolje, v katerem podjetje deluje. Podjetje dejansko deluje v neki hierarhični shemi, ta hierarhična shema je seveda razumevanje svoje vloge v podjetju in pa sprejemanje vloge v podjetju in pa to vlogo potem probamo izboljšati z uporabo digitalnih veščin in pa digitalne infrastrukture. To pomeni, da po eni strani tudi operaterju
poskušamo približati digitalne potrebe in pa olajšati njegovo delo z uvajanjem različnih sistemov, ki mu omogočajo vse od klica operaterja, izobraževanja in podobno, do potem tako imenega srednjega kadra, ki je za nas, bi rekel, najbolj pomemben, ker to je tisti kader, ki omogoča, bi rekel, to fleksibilnost. Se pravi, kako vodimo, kako spremljamo nek proizvodni proces, kaj pomeni biti v nadzoru nad procesom stalno, kaj pomeni imeti tablico, mobilni telefon, ki ti dejansko daje neke podatke, ne pa samo služi za brskanje. In to je tisto, kar probamo spraviti tudi na ta srednji nivo. Se pravi, ko govorimo o nekih vodjih osnovnih enot, se moramo zavedati, da vodja enote ni več samo nekdo, ki skrbi za delavce, vendar vse bolj ratuje nekdo, ki skrbi tudi za proces, kar pomeni, da dobiva večnamensko vlogo. In ta večnamenskost je dejansko potem pa fleksibilnost naše delovne sile. Namreč izredno lahko je kupiti robota in ga naučiti, da dela raznolike proizvode. Mi moramo pa dobiti tudi operaterja, ki dela z njim, ki je fleksibilen, kar pomeni, da bo sprejel raznolike vloge. Spomnim se nekje 12 let nazaj, ko sem bil prvič na Japonskem, so že govorili o operativnih zaposlenih, se pravi o ljudeh, ki delajo na direktnih delovnih mestih, v direktnem stiku z proizvodom, ki so sposobni robotskega programiranja, ki so sposobni odpravljanja napak, se pravi dela na več področjih, ne več deljeno operater, ki dela na nekem elementu, je operater, ko rabiš vzdrževalca, pokličeš vzdrževalca, ko rabiš nekoga, ki bo razvil program za delo na nekem izdelku, bo pač nekdo iz tretje branže in tako naprej. Zato je naša digitalizacija zelo, zelo usmerjena na ta srednji kader. Jasno, je pa tudi višji nivo, tisti nivo, ki potem predvsem nadzira in pa sprejema odločitve in katerega temeljna potreba pri digitalizaciji je imeti podatke. Te podatki pa seveda izhajajo iz zelo, zelo široke baze podatkov, kar pomeni, da to bazo podatkov danes več nismo sposobni obvladati brez digitalizacije. Sicer se veliko govori o umetni inteligenciji, ampak govorimo že prej o obdelavi podatkov, se pravi obdelavi podatkov, ki vam omogoča, da iz izredno širokega nabora podatkov dobite tiste informacije, ki so pomembne za vodenje in pa za planiranje aktivnosti v nadaljnjem obdobju. Tako da, če gledamo potem čisto operativno, kam smo v tovarni usmerili digitalizacijo, absolutno v delovno okolje, ki mora biti povezano mobilno, kar pomeni, vsako delovno mesto mora biti v medsebojnem stiku, nekem kontaktu in pa digitalno vključeno, tako v digitalni dvojček, kot tudi v stalno izmenjavo informacij z ostalimi delovnimi mesti. Vzdrževanje, ki je najbolj kompleksen del vsake tovarne, kjer govorimo o robotizaciji in pa avtomatizaciji resno, se pravi, če govorimo o nekaj 750 robotih, je jasno, da obvladovanje takega procesa brez digitalizacije in pa podpore vzdrževanju ni možno. Nasledljivost delov in pa procesa. Sledljivost vemo, da je v vseh normah, ki nas obvezujejo, postala izredno pomembna. Če nimamo popolne sledljivosti našega procesa, ne moramo garantirati, kaj damo kupcu. Tako da je ta povezljivost in pa vseh elementov, ki jih predajamo v tem kupcu in pa tudi stanja procesa za nas primordialna. In pa seveda, ko sem rekel prej 50 do 60 tisoč različic, pomeni to ogromno število sestavnih delov, kar pomeni, da je logistika brez digitalne podpore danes praktično nemogoča. Tudi ko gledam naše logistične delavce, pa govorim o tistih, ki so na, bi rekel, po domače rečeno viličarju, ali pa tistih, ki spremljajo izdelavo programa za proizvodnjo v naslednjih 2 do 3 mesecih, praktično več nikogar ne vidiš brez sledenja podatkov preko tablice, se pravi, ni več tistega, kaj bom naredil v naslednji minuti, brez
podatkov v digitalnem okolju, to je nemogoče danes več delati brez izredno dobre obdelave podatkov. Zdaj, v realnosti to pomeni ogromno število nekih aktivnosti, ki jih delamo na nivoju tovarne. Če gledam te 4 točke, tukaj vidite nekako, bi rekel, tiste glavne točke, ki so pomembne za uvajanje tako od digitalnih postaj na delovnih mestih, kar pomeni, da delavec več ne potrebuje zapoklicati ali predelavca, ali vzdrževalca, ali kakovostnika, ali dobave materiala, ne dela več to z nekim analognim sistemom, ampak dejansko določi samo nabor ukazov na tablici. Isto velja tudi za sporočanje napak, za dodatno izobraževanje, vse te stvari morajo dobiti v digitalni obliki. Seveda nismo pokriti 100%, vendar pa z vsakim projektom dvigamo nivo digitalizacije na samih delovnih postajah. Namreč zavedati se moramo, da digitalna orodja so, vidimo inflacijo teh digitalnih orodij. Ogromno je digitalnih orodij. Zdaj, kako veš, da so dobra, če so čez 1 leto še v uporabi? Nažalost bom rekel, da velik del digitalnih orodij po 1 letu ni več v uporabi, ker se izkaže, da niso primerna za uporabo. Zdaj, če to odkrijemo dovolj zgodaj, da nismo investirali v to nekih večjih sredstev, je to izredno dobro. Če smo pač investirali, je pa malo manj dobro, vendar pa nekako preživimo. Podobno kot za operaterje, za tiste, ki se direktno ukvarjajo z našim proizvodom, velja tudi za vse, ki se ukvarjajo s procesom. Vzdrževalce, spremljevalce procesa, nadzornike, konec koncev računovodje. In tudi, ko govorimo, če govorimo čisto o spremljevalnih službah, tudi za jedilnico, tudi za ljudi, ki dostavljajo delavce v tovarno z avtobusi, tudi za njih je važno, da so v tem digitalnem okolju vključeni in pa da so dejansko stalno v stiku z informacijami, ki so potrebne za izvajanje njihovega delčka v tem, da tovarna deluje. Jasno, ko govorimo o višjih nivojih, se pravi predvsem tistem, kar je bilo prej opisano kot nivoji, ki zahtevajo neko višjo izobrazbo, govorimo predvsem o tehnologih in pa inženirjih. Praktično vidimo, da danes brez dela v simulacijskem okolju, se pravi v digitalnem dvojčku, si ne moremo predstavljati dela tehnologa, kar je sicer zelo težko sprejemljivo s strani marsikaterega tehnologa. Vendar pa je to tisto, bi rekel, osnovno znanje, ki ga zahtevamo. Mi se moramo zavedati, da človek v transformaciji izginja kot fizični dejavnik. Nedvomno pa so delovna mesta, ki bodo ostala. Tudi če gledamo zadnjih 20 let, sama številka ljudi se na število izdelkov ni spremenila. Spremenil se je sam nabor delavcev, ki jih potrebujemo. Delavec bolj in bolj postaja nadzornik procesov. Nadzornik procesov je tisti, ki ima neke digitalne kompetence in ki hitro lahko prehaja iz teh digitalnih kompetenc potem seveda v fizične kompetence, ker ne moramo si privoščiti spet, da bomo imeli nekoga, ki ima samo digitalne kompetence. Ker digitalne kompetence so zelo, zelo spolzek izraz. Namreč brskanje po spletu še ne pomeni digitalne kompetence. Prvo, kar potrebujemo, je vseeno človeka, ki zna in ve, da je 2 + 2 = 4. Seveda, ta digitalna kompetenca pa ni nujno zmeraj odraz tega, da je človek, ki zna najbolj brskati po spletu ali pa je vključen na vse vrste socialnih omrežij, dejansko tisti človek, ki ve, da je 2 + 2 = 4. Nažalost bom rekel tudi tako, mogoče malo provociram, tudi nivo šolske izobrazbe ni nujno odraz tega, da človek ve, da je 2 + 2 = 4. Mi potrebujemo dejansko človeka, ki bo sposoben neko zdravo dojemanje okolice, neko logično spoštovanje informacij in pa razumevanje odnosa za delo v skupini, kar je tudi zelo pomembno. Se pravi, potrebujemo človeka, ki bo vse to znal potem uporabiti v digitalnem okolju. In jasno, morate se zavedati, da
core business podjetja je transformacija in pa dodana vrednost. Mi delamo dodano vrednost, zato da imajo ljudje tamle dol avtomobile, da se po njimi vozijo. In smo sposobni in pripravljeni sodelovati tudi pri izobraževanju, sociali, varnosti in vsemu drugemu. Ampak to je pa vse en core business države. In jasno, podjetja imamo svoje ideje in smo sposobna spremljati, ravno pa podporo strani šolstva, da nam bo dalo ljudi, ki so, kot sem rekel, sposobni delati v skupini in pa pametno in pa logično to vse uporabljati v nekem digitalnem okolju. Toliko z moje strani. Hvala lepa.